Spoštovane dame in gospodje, sem Mihajl Toš. Nahajamo se v spominskem tednu šoa, spominjamo se 2022 in tokratna tema je akcija T4, iztrebljanje življenja nevrednih ljudi. Med zelo brutalne in tako skrajno neetične procese in tudi filozofije, ki so se dogajale v Tretjem rajhu, spada definiranje pomoči potrebnih ljudi, ljudi z motnjami razvoja, ljudi z določenimi telesnimi in duševnimi hibami, ljudi z duševnimi boleznimi in podobno. Potiskanje teh skupin v množico, kateri je imenovalec življenja nevredni ljudje. Se pravi, ta nacistična agenda, ki je svoj obstoj na zemlji definirala prvič na podlagi psevdoznanosti, skreirala nek pojem arijske rase, ki bi naj izhajala iz Atlantide kot superiorna rasa, ki nadvladuje vse ostale na svetu, in s pomočjo evgenike ostale definirala kot manj vredne in v teh, bomo rekli, niti ne ekstremih, teh posameznih oddalitvah od te svoje popolnosti za življenja nevredne. Najbolj brutalno na vsem skupaj je, vemo tudi v današnjem času, ljudje s posebnimi potrebami, četudi v nekem oziru pomenijo permanentno ekstremno odgovornost, permanentno ekstremno skrb, permanentno ekstremno prisotnost, pomenijo na drugi strani ogromno količino ene tako prav posebne oblike ljubezni in na koncu tudi neke take prav specifične življenjske radosti. Jaz se že več let ukvarjam s temi vprašanji in vam moram povedati, da ta pristnost, ta ljubezen, ta toplina, ki prihaja od tovrstnih hendikepiranih ljudi, je res prijetna. Tukaj gre za skupino ljudi, ki se ravno zaradi svoje situacije popolnoma distancira od teh hib, ki jih v sebi nosijo tako imenovani normalni ljudje. Se pravi, nimajo zavisti, nimajo hudobije, nimajo zlobe in nimajo škodoželjnosti. In v Tretjem rajhu so ti, imenujemo jih takole, dejanski norci, na neki točki ugotovili, da so ljudje s posebnimi potrebami, hendikepirani ljudje, preprosto prevelik ekonomski strošek za sistem in da jih je treba iztrebiti. Začelo se je s kastracijami, sterilizacijami, na kar so prišli do tega, bolj kot smo se bližali holokaustu, bolj je tudi ta ideja v teh glavah vrela, da se treba najprej rešiti te ranljive skupine ljudi. Akcija T4 svoje ime dejansko nosi po naslovu v Berlinu, T4, Tiergartenstraße 4, tako zelo tehnično. Tukaj se vidi, da ni nobenega spoštovanja bilo, nobene humanosti, tehnični naslov. T4 je proces, ki se je zgodil pred holokaustom in za njega so izbirali tako posebne institucije. V tem našem videu tudi že predhodno vidimo v podlaganju grad Hartheim. Jaz se osredotočam na grad Hartheim, zato ker je z njim povezan tudi Ptujčan, Franc Letonja, kateremu se bomo pridelali pri koncu tega predavanja. Se pravi, te ljudi,
ki jih je bilo uradno nekako pobitih okoli 70 000, so pobijali v teh posebnih institucijah. Za njih niso bila taborišča, ampak so bile institucije. In nekdo bi se vprašal, kako pa je lahko do tega prišlo, saj niso mogli staršev teh ljudi, ki jih tudi, kot rečeno, v današnjem času vidimo kot zelo požrtvovalne in ljubeče, niso mogli staršev teh ljudi prepričati, da jim oni pa svoje otroke dajo, da jih tam ubijejo. Seveda ne. Te ljudi, ne samo otroke, tudi starejše, so s perfidno prevaro skrbnikom in staršem ukradli. Češ, da jih bojo peljali na zdravljenje, v sanatorij, na terapiranje. So jih po celem ozemlju Rajha, seveda so imeli evidentirane, so jih zbrali, jih lepo pod pretvezo naložili v avtobuse, ne v kamione, pa ne v vlake, in jih peljali v te sanatorije. Potem so jih tam pobili in zelo pazljivo pazili, da so, kolikor dolgo se je dalo, narazen držali stike med starši, da si ne bi ti med seboj to povedali. Kajti te smrti so bile fingirane, vzroki smrti so bili fingirani, smrti so bile realne, jasno, in predstavljani kot nekaj naravnega, nekaj tragičnega, da nimo v smislu, joj, spoštovani starši, sporočam vam žalostno vest, da pa je vaš sin, vaša hči po čudnem naključju umrla in dejansko naše sožalje. Seveda je to vse bila ena brutalna laž, ker je odzadaj deloval ta nori nacistični sistem, ki je te ljudi definiral kot življenja nevredne in se je enostavno odločil, da jih bo iztrebil. Kaj mora to za nas pomeniti danes? Še enkrat ponovim, jaz se ukvarjam s temi področji aktivno in sem zgrožen. Mene se to področje akcija T4 zelo dotika. Toliko bolj, ker imamo v središču spominske stene v Hartheimu, ki je tako nekako, bi lahko rekli, najbolj znan izmed teh gradov, ali pa vsaj med 3 najbolj znanimi, kenotaf Ptujčano Francu Letonji. In ko prideš tja, to se te dotakne v duši tak, da enostavno ne moreš tega ignorirati. Prav tako pa si ne moreš misliti, glej, prav jim je. Seveda, vidite, da kar sredi predavanja malce moram nekako misli spet utiriti. Skratka, tako kot je Ptuj skrajno pomemben zaradi svojega grba, Bildungsmarkt je skrajno pomemben tudi zaradi tega dejstva gospoda Letonje. Jaz že več let pripravljam to animacijo T4, ki je sorodna animaciji Holokaust, sedaj bom pokazal nekaj fotografij. In ta animacija, ta cel projekt bo posvečen Francu Letonji in bo posvečen vsem žrtvam, ki so morale umreti zaradi tega, ker si je nekdo, ki je dejansko v irealnih vodah sam sebe definiral in ostale skozi eugeniko, skozi psevdoznanosti, skozi ezoteriko in skozi okultizem, tem ljudem, ki niso komarkoli bili v napoto, enostavno vzel življenje in se do njih obnašal dejansko skladno s tem, kot jih je definiral, se pravi, kot do življenja nevrednih. Jaz vsem polagam na dušo, da se zavedajmo, da vsako življenje je vredno, vsako življenje je en raj etike in estetike in te težave, ki jih imamo v človeški družbi, dejansko izvirajo vse iz nespoštovanja tega pojma. Kajti vkolikor bi mi pojem življenja in fenomen življenja spoštovali, bi ga realizirali na ta način, da bi dejansko bilo življenje generalno gledano lepo. Če stopimo malce dlje, lahko rečemo, ne bi bilo tako napačno si v neki dimenziji našega uma domišljati, da pa je življenje eno, mi smo pa samo kapljice
denimo liter plastenke, razlije kapljice in te kapljice so vse iz istega vira. In ko bi to dojeli, bodi sočloveku človek, ljubi bližnjega kakor sebe in takrat bi dejansko razvijali, najprej prepoznali, potem negovali, razvijali svoje potenciale. Še najbolj bistveno na vsem pa je, in s tem bom nocojšnje predavanje zaključil, da bi dojeli, da imajo tudi ti ljudje, katere se nekako opisuje kot hendikepirane, potenciale in da imajo eno množico potencialov, ki jih ne hendikepirani nimajo. In tudi s to besedo hendikepirani bodimo zelo pazljivi. To so ljudje, ki so polni ljubezni in ki to ljubezen nezlagano znajo poosebljati, predvsem pa podarjati. Življenja nevrednih živih bitij ni.